Pozdravljeni v oddaji Bled na dlani. Če se po jutru dan pozna, se po zasedenosti turističnih namestitev in obisku na destinaciji da sklepati, da bo letošnja turistična sezona še uspešnejša kot lanska. Ker alpsko območje, v katerega sodi tudi Bled z okolico, velja za ranljivo, je toliko bolj pomembneje, da s pravim pristopom do naravne in kulturne dediščine ohranjamo okolje, ki nam je bilo dano, in da turiste in obiskovalce ustrezno informiramo, da bomo skupaj v tem čudovitem okolju lahko uživali tudi v prihodnje. O Triglavskem narodnem parku in vlogi javnega zavoda TNP smo se pogovarjali z direktorjem Janezom Rakarjem. Biosferno območje Julijske Alpe je bilo prvo biosferno območje v Sloveniji, kasneje sta se mu pridružila še dva. Zanje je značilno, da vzdržujejo ravnovesje med ljudmi in naravo, med biotsko pestrostjo in trajnostnim razvojem z ohranjanjem kulturnih vrednot. Da je vse to mogoče, pa je potrebna tudi podpora. Za ohranitev narave in kulture območja imamo pomembno vlogo tako obiskovalci kot tudi javni zavod Triglavski narodni park s svojo upravljalsko funkcijo. Najbolj pomembno je seveda naravovarstvena vsebina, ker dejansko je potrebno zagotoviti marsikaj, da se narava ohranja, tudi kulturna dediščina, kajti če do sedaj ne bi pazili in ravnali previdno s tem, kar imamo, tudi ne bi imeli za pokazati to, kar imamo. In vkolikor bi to prepustili samemu sebi, pomeni, da bi v nekem doglednem času se sama narava in pa kulturna dediščina bistveno spremenila in tega enostavno ne bi mogli več ponuditi tako, kot lahko ponudimo sedaj. Da bi ohranili Triglavski narodni park, je potrebnih kar nekaj korakov. Kaj je tisto, kar bi obiskovalci morali upoštevati in se zavedati? Tukaj je pa več stvari. Seveda v tem zadnjem času je največja težava, problem, izziv predstavlja bistveno večji obisk Triglavskega narodnega parka, obremenitev. Se pa začenja to že pred vstopom v Triglavski narodni park in že tukaj je potrebno misliti na to, kako obiskovalce usmeriti. In mislim, da v letošnjem letu je bilo že kar nekaj korakov narejenih v to smer, predvsem strani lokalnih skupnosti. Same obiskovalce pa pravzaprav pozivam na to, da se držijo urejenih poti, da se držijo tabel, signalizacij, usmeritev in tako naprej in tudi napotkov, ki jih dobijo v infocentrih Triglavskega narodnega parka, kot tudi v centrih lokalnih turističnih organizacij. Predvsem bi apeliral na človečnost samih obiskovalcev, da niso sami v Triglavskem narodnem parku, da so tukaj tudi prisotne tako živali kot rastline in ne nazadnje narava kot celota. In naj ne gledajo samo na sebe, naj se zavedajo, da uživajo ravno v teh stvareh, ki sem jih prej omenil, in da so to tiste stvari, katere bi radi ohranili in bodo na voljo tudi našim potomcem, da bodo tudi naši otroci in vnuki lahko uživali v tem. Skratka, naj bodo prizanesljivi do narave in s tem bodo veliko naredili tudi sami zase. S pomočjo finančnih sredstev, ki so pridobljena v okviru projektov, kot so Life Wolf Alps, Life Natura Viva, Recharge Green, Otroški parlament o naravi in tradiciji, javni zavod Triglavski narodni park uspešno razvija različne programe znotraj zavarovanega območja, krpi mednarodno sodelovanje in povezave z domačini. In kaj želijo izboljšati v prihodnje? Ja, to je celoten sklop. Dejstvo je, da je na tem področju marsikaj za narediti, tako od infrastrukture, kot tudi do dejanske ugotovitve, kje so najbolj obremenjena področja in na teh področjih potem še vedno omogočiti obisk vsem, ne ga omejevati, mogoče pa razmišljati o drugačnem pristopu obiska, torej z drugačnimi prevoznimi sredstvi na drugačen način in tukaj gre, tako kot sem rekel, najprej infrastruktura, potem pa tudi javni prevozi, pešpoti, kolesarske poti in tako naprej. Zdaj najbolj obremenjena območja ta trenutek so katera? Ja, Vršič je zanesljivo tista cesta, ki je zelo obremenjena in samo področje, potem Vrata, Krma in Kot, Radovna. Skratka, vsa ta
področja, te, bom rekel, turistične točke, ki so najbolj znane, seveda tja ljudje tudi najbolj hodijo, ne, in temu primerno so potem iz leta v leto bolj obiskane in bolj obremenjena. In kako razbremeniti Triglavski narodni park? Tukaj ne gre za nove poti na že obstoječe točke, o katerih sva se pogovarjala. Seveda tukaj ne smemo pozabiti tudi na primorski konec, kjer so ravno tako močno obremenjene določene točke. Gre bolj za to, da tukaj goste usmerimo in pripeljemo na drugačen način. Slovenija ima toliko lepih točk, toliko lepih krajev, da so vredni obiska tudi kje drugje, ne samo v Triglavskem narodnem parku. Triglavski narodni park je pač tista točka oziroma tisto področje, kjer se ga ljudje zelo želijo obiskati, zaradi tega, ker je verjetno tudi, ne bom rekel najbolj poznan, ampak ena izmed tistih območij, ki je najbolj prepoznavno v Sloveniji. Pa s tem ne mislim, da bi ljudi odvračali od obiska v Triglavskem narodnem parku, nasprotno. Jaz sem prepričan, da obisk tudi koristi Triglavskemu narodnemu parku. Treba se je pa pač ravnati po nekih pravilih, ki za to veljajo. Hkrati tudi drugje po Sloveniji je lepo, ampak še vseeno Triglavski narodni park je pa top. Kot pravijo v javnem zavodu Triglavski narodni park, si narave ne prisvajamo, ampak z njo živimo, jo spoštujemo in občudujemo. Prav zato jo je potrebno varovati. Na pobudo slovenskih čebelarjev bomo 20. maja prvič praznovali Svetovni dan čebel. Osrednje praznovanje bo potekalo v Žirovnici, tudi na Bled pa se bodo zgrnili čebelari in ljubitelji čebelarstva z vsega sveta. O zgodovini čebelarstva, o njegovem pomenu in organiziranju v Sloveniji in še drugih zanimivostih pa v naslednjem prispevku. Zelena, aktivna, zdrava. Slogan slovenske turistične strategije, ki ustvarja edinstvene potovalne izkušnje in udejanja trajnostni turizem. Del tega je čebelarski turizem, ki tudi na Bledu predstavlja eno od pomembnih dodatnih ponudb turizma. Slovenija je država z bogato zgodovino čebelarstva in stoletnimi čebelarskimi praksami, ki so jih razvili prav naši čebelari. V 18. stoletju, ko je Marija Terezija spoznala, da Anton Janša ni kar tako od muh, in mu je dala v bistvu službo na Dunaju, kjer je bil prvi učitelj čebelarstva na celem svetu. On je bil prvi, ki je bil plačan za to, da raziskuje, kako čebele funkcionirajo, kako z njimi delati. Zaradi tega je napisal tudi 2 knjigi in je bil plačan zaradi tega, da je učil ostale čebelarje, kako čebelariti. In od takrat se je v bistvu začelo moderno čebelarstvo. Drugod po svetu so v bistvu čebelarili še na lovce, imajo v bistvu medene lovce, ki hodijo po gozdu, vidijo, kje je družina, jo v bistvu uničijo, poberejo med in na ta način. To delajo trenutno samo še v Afriki, medtem ko pri nas pa v bistvu z kontinuiteto lahko brez problema skrbimo za to, da čebelja družina preživi, ne glede na to, da jo vzamemo tudi svoje pridelke in njihove pridelke. Prav 20. maja na rojstni dan Antona Janše bomo letos prvič praznovali Svetovni dan čebel. Čebelarski turizem je nekaj posebnega. Je okoljsko in družbeno odgovoren turizem, s katerim so se naši čebelari začeli ukvarjati nekaj let nazaj. V Sloveniji nas je nekje okrog 40 čebelarjev, ki smo certificirani, ki imamo rangiranje glede na našo ponudbo. Kakor imajo hoteli od 1 do 5 zvezdic, imamo mi 1 do 3 čebelice. In pri vseh teh čebelarjih v bistvu lahko vidite, kako delajo čebele, kako pridemo do medu, spoznate vse. Apiturizem obsega vsa doživetja, ki jih obiskovalec lahko izkusi pri čebelarju. Gre za preobrazbo bogate slovenske apikulture v edinstveno potovalno izkušnjo. Turisti, ki pridejo sem, jim predstavimo, kaj čebele delajo v panju, katere člane imajo v panju, kako funkcionira čebelji panj, čebelja družina, na kar jim pa predstavimo vse njihove čebelje darove. To se pravi med, cvetni prah, propolis, matični mleček. Jih seznanimo, kako prepoznati originalne stvari in kako jih v bistvu tudi kupiti, tako da te kdo ne prinese okrog. Poleg tega imamo tudi v sklopu čebelnjakov 2 čebelnjaka, ki sta
narejena tako, da eden omogoča varen ogled dela s čebelami, kjer ste za stekleno šipo in v bistvu skozi steklo gledate, kako je izdelan s čebelami, čisto na varen način. Medtem ko drugi čebelnjak je pa primeren za apiterapijo. Tukaj je pa v bistvu relaksacija v čebelnjaku in pravimo, kjer je pa ležišče zraven panjev, toliko zamaknjeno v sprednjem delu, da vi, ko ležite, gledate čebele, kako letajo ven pa not iz panjev. V istem trenutku so pa v panju na strani narejene dve odprtini in ko te odprtine odprete, v bistvu vdihavate ta aerosol z čebelega panja, ki pa vključuje vosek, med, cvetni prah, ves tisti bes od čebel. Apiterapija v Sloveniji uradno še ni priznana. Ne smemo povedati, da zdravi bolezni, ampak da pač ta zrak, ki ga vdihavamo, blagodejno vpliva na naše počutje. Torej lahko si ne pozdravimo, ampak olajšamo težave, rečemo bronhitis, seneni nahod, torej brnčanje čebel vpliva lepo, torej kot ena meditacija, rečemo. Poleg tega pri čebelarstvu Ambrožič na selu pri Bledu skrbijo za izobraževanje mladih glede pomena čebel, njihovega vpliva na okolje in počutje človeka. Imamo naravoslovne dneve, kjer pa v bistvu osnovnošolci pridejo k nam. Jih razdelimo v 3 skupine. Ena skupina proti kozolcem riše panjske končnice, kjer jim moja žena Daniela pove vse o panjskih končnicah in jo vsak otrok nariše in odnese domov. Ta druga skupina je v našem vrtu, kjer imamo 65 medovitih trajnic, označenih, ki so pomembne za čebelarstvo. Plus tega imamo zbirko drevesnih vrst, lesov in pa dreves, kjer spoznajo v bistvu ta povezanost čebel, dreves in pa ljudi. Tretja skupina je pa pri meni v čebelnjaku, kjer pa v bistvu spoznajo čebeljo družino in pa kako funkcionira in vse. Okoli 10 000 čebelarjev je v Sloveniji, od tega jih je približno 9 000 združenih v Čebelarsko zvezo Slovenije. Mi imamo dobesedno slovenski čebelarji radi svoje čebele. 2 milijona nas je, pa vsaki 200 Slovenec je čebelar. In že v 18. stoletju se je začelo z barvanjem panjev in pa s poslikavo panjskih končnic in nikjer na svetu panji nimajo panjskih končnic razen v Sloveniji. Zaradi tega je to tradicija, ki jo moramo ohranjati in prav je, da v bistvu tudi otroci to del spoznajo. Čebelarski turizem predstavlja najlažji praktičen način seznanjanja s čebelami. Naš sistem čebelarjenja je popolnoma drugačen kakor v tujini. Čebelarje po svetu to zelo zanima. Slovenija je kakor Meka za muslimane, je v bistvu Slovenija za čebelarje po svetu. Mi smo nekaj posebnega, nekaj čisto drugačnega in tudi po organizaciji smo v vrhu svetovne elite. Slovenci smo narod čebelarjev. Kot pravi Ambrožič, čebelarjev z dušo, ohranjajo tradicijo in obenem stopajo v korak s časom. Med prvomajskimi prazniki je bil Bled poln turistov in obiskovalcev, ki so raziskovali in občudovali njegove lepote. Nekatere izmed njih smo poprosili za mnenje. Just basically been walking around on our own, but we have noticed there's quite a few information boards around the lake, kind of telling you where to swim, where the boats are, things like that, so that's really good. We haven't been into any tourist information places, but I think I've maybe seen one around here somewhere near the bus station as well. But yeah, we've just been doing quite a lot of walking. We're going to go swimming. We've been up to the viewpoints, which are nice, and we got that information from a map that we got in Ljubljana. So yeah, as long as you have a map, it's all quite easy to follow and there's loads to do and it's really beautiful. I appreciated that it's super clean and that, yeah, people feel comfortable sitting and enjoying and laying down and putting their feet in the water, and it's gorgeous. I like it a lot here. It's quite easy to get around, and I think it's not so much people, not too many. It's really cozy and a calm atmosphere, so it's easy to get around and everybody's friendly and quite nice place, quiet. I think from where we come, I come from Iceland, it's really clean here, I would say. It's really clean. And in fact, we are staying in Ljubljana, everything is really nice here. You notice that I've been around, so I've seen many cities and I really like how everything, the grass is cut and very clean country. Claudia Marchizeti je tankočutna ustvarjalka, ki hodi po samostojni in samosvoji poti.
Svojega umetniškega ustvarjanja ne želi podrejati zunanjim dejavnikom. Ustvarjati želi takrat, ko to želi ona sama. Ko jo ideja pokliče, ko se v njenih mislih, največkrat na jutranjih sprehodih v naravi, porodi zamisel za nov izdelek. Na selu pri Bledu stoji majhna hišica z majhnimi okni in rdečimi polkni. Izgleda kot iz pravljice. Tukaj je svoj košček prostora pod soncem našla Claudia Marchizeti. Vsestranska umetnica, ki svojim nasmehom in energijo vsakomur pobarva še tako temen dan. Njene barve so žive, tako kot je polna življenja ona sama. Umetnost nekaj lepega, nekaj, kar vsak pri sebi vidi, pač da ga zadovoljuje, da mu je lepo in to. Recimo, kar je meni umetnost, sploh ni, ampak vam je nek kič. Ker včasih jaz pravim, da meni je ful kič všeč, ker je drugam pa čisto nesprejemljivo. Tako da jaz še vedno pravim, vsake oči imajo svojega malarja. Umetnost jo v takšni in drugačni obliki spremlja že od nekdaj. V bistvu imam jaz to že od majhnega, ker sem že od majhnega rada barvala vse, potem sem šla pa na oblikovno šolo v Ljubljano v Križanke, tako da v bistvu cel življenje že tako malo po vsemu ustvarjam. Po šoli sem pa začela se v bistvu z grafičnim oblikovanjem ukvarjati, pa si to tiskam, pa sem šla v fotografijo. No in iz fotografije sem pa spet šla v ustvarjanje z glino, barvanje z lesom. Najrajš barvam s čopiči ali s tempera barvama z akrilom, pa v bistvu tudi glinami, ampak glino malo zanemarjam zadnje cajt. Meni so bili od nekdaj všeč, ko je v bistvu delo z vodo, pa barve mešaš in se da milijon odtenkov dobiti, ne samo tiste osnovne, ki jih dobiš v bistvu v trgovini. Ne? In to mi je všeč. Ko prideš domov, se lahko fajn umiriš, najraje pa rišem zjutraj, zato je mir. Ne morem enkrat nekaj čez šundar ali karkoli, ampak zjutraj, ko je mir, pa je še vse tako, se vse še prebuja, takrat najraje še rišem. Skozi misli šivajo, ponavadi, ko greva z Ilano sprehod, sploh klele kam do Save ali pa kaj. Takrat mi ideje tako laufajo 300 na uro in takrat dobim kakšno pametno idejo. Ne. Pa si kaj zapišete, da pa imate to vse? Ne, poj trikrat, če vmes pozabam, in poj v to eno šesto, ko se spet spomnim, poj se polotam delati. Je pa tako, da je res vse ideje, ki jih imam, ne, dokler v glavi nimam 100%, kako bom realizirala to, se ne polotam delati. Jaz vedno rišem še vedno ali spet ali kakorkoli take bolj otroške motive, ker so mi bili vedno pri srcu. V bistvu povezani z naravo, s kakšnimi škratki ali karkoli, zato imam tudi tako majhno hiško, in je vse tako povezan v bistvu z naravo, pravljice in ta otroški svet, ki ga odrasli striktno zanemarjamo. Ker mi je enkrat eden rekel, da občuduje, da se lahko izgubim v svojem svetu. Ker je dejansko res, ker takrat dejansko vse pozabam. Ker takrat jaz samo rišem in imam možgane na off. Pri ustvarjanju ji družbo vedno dela psička Ela. Izdelke iz gline, lesa in blaga, skodelice za kavo, čaj, pladnje, obeske za ključe, majhne sličice in okrasne ploščice, nakit, broške in še marsikaj drugega že nekaj let ustvarja pod svojo blagovno znamko Marchizeti. Ja, glih kakšen mesec nazaj sem imela tisto krizo, ker razmišljaš, kaj bi, kako, zakaj, pa sem rekla, da v bistvu sploh ne bom več ne bi delala toliko po naročilih, ampak samo še za dušo, res tisto
ko hočem delati, bom delala, ne pa nekaj forsirati. Se pravi, ja, imela bi trgovinco pa vse, ampak to posledično pomeni, da rabim toliko in toliko izdelkov imeti narejenih. In jaz lahko ustvarjam samo takrat, ko sem prvol, ko moram ustvarjati. Ne tisto, ker ponavadi, ko moram pod prisilo to, kaj ustvarjati, ne gre. Vajina hitenja in mestnega hrupa se je pred 10 leti preselila na vas. Sem rekla, da ne. Da se ne grem več tega, da je škoda življenja, ki je to klep, da ga v tej naglici zapravljaš. Meni je bilo vedno tisto, da moraš vsakmu pustiti, da je, kar je, ne glede na to, kaj. Ne moreš ga v neke svoje okove dajati, ne. To je ena stvar, zato jaz tudi hočem, da pač jaz malo drugače gledam na svet in da me pustijo primer, da pač sem to, kar sem. Pa kljub vsemu, ne glede na vse, jaz še zmeraj pravim, da življenje je lepo. Ne glede na ves stres, na vse probleme, ki jih imamo, je treba se umiriti pa videti, da je kljub vsemu nekaj pozitivnega vsemu. Preprosto. Svet je lep, pravi Klaudija Merkizeti, ki nam ga s svojim srčnim ustvarjanjem, neverjetno življenjsko energijo in toplino še polepša. To je bil zadnji prispevek v naši tokratni oddaji o turizmu Bled na dlani. Gledamo se spet v juniju.